Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Na Sveti večer smo za vas v goste povabili posebnega sogovornika. Z nami je celjski škof Maksimilijan Matjaž. Dober večer. Lepo pozdravljeni, gospod Matjaž. Eden od razlogov, da smo vas povabili, je tudi ta, da ste bili praktično edini iz Slovenije povabljeni na 16. redno zasedanje škofovske sinode. Kako ste prišli na ta dogodek? Ja, res je, ta zadnji čas, lahko rečem že skoraj 2 leti, moje življenje precej zaznamuje ta sinoda, to sinodalno dogajanje. Prišel sem pa tja pravzaprav po kanoničnem načinu, če bi rekli, vsaka škofovska konferenca je glede na svojo velikost mora razbrati enega ali 2 delegata, ki potem predstavlja. Tako da sem bil poslan, sem bil izvoljen na tajnem glasovanju, se pravi, lahko bi bil vsak izmed ordinarjev bil tudi član te sinode. Lahko pa rečem za zanimivost, seveda kot tak sem bil edini. Slovenija je le majhna napram ostalim, ker bil tam zastopan v svet, ampak tam smo se pa potem hitro našla še z eno Slovenko, in sicer z Marijo Cimerman iz Chicaga, slovenskih korenin, ki je sicer težko govori slovensko, ampak takoj smo se pa vedno v vseh možnih premorih srečevala in se pozdravljala, vse začela smo slovensko, potem pa v drugih jezikih naprej. Kakšni so vaši vtisi? To je bil res zame, jaz sem bil prvič na sinodi. Sinode 16. že je. To je srečanje vesoljne cerkve in to naredi res močan vtis. Dejstvo pa je tudi, da je bila ta sinoda tokrat nekoliko drugačna od dosedanjih. To so potrdili pač tisti, ki so bili že velikokrat, večkrat. Kardinal Schönborn, naprimer dunajski nadškof, bil že na 7. sinodi in tudi on je rekel, to je bila v marsikaterih ozirih nekaj posebnega. No in tisto posebno je, da smo imeli res zelo veliko medsebojnega stika, s tem, ko smo v dvorani več nismo sedeli v tem dvoranskem smislu, amfiteatru, ampak smo bili posedeni za delovne mize, po 12 ljudi, tako da je bilo 36 teh krogov. To je ena ta posebnost, ki je potem celo dinamiko seveda določuje. Papež je sedel na eni izmed teh 12, za eno izmed teh 12 mis. Druga posebnost pa, da je bil to proces, ki je začel že 21. leta v oktobru in potem zdaj do 24. leta, se pravi, da so se zvrstile res na različnih nivojih različna srečanja. Namen tega procesa je, da bi pravzaprav poslušali glasove in razlike glasov na terenu. Ja, to moram reči res to, da je ta sinoda, vsebina sinode se nekako izvoli, določi, izbere na nekem širšem posvetu, vendar gotovo velik vpliv na to usmeritev ima gotovo papež. No in papež je človek te širine, Frančišek, in tisto, kar je verjetno cerkev v tem trenutku začutila, je, da moramo poglobiti odnose. Tako odnose med seboj, kako tudi ta primarni odnos, osebni odnos do Boga, do resnice naše vere. Zato je ta začetna ideja z temi 3 gesli, se pravi sinoda ali pa cerkev kot občestvo, kot soudeležba in kot poslanstvo, pravzaprav bil nek program, ki je potem rastel, ampak ostajal kot tista temeljna rdeča nit skozi vsa 3 leta. Namreč, da se prepoznamo, da se prepozna cerkev kot občestvo, kot nekaj živega, kot dom, kot družina, kar seveda spet ni neka novost, ampak da se prevetri skozi vse strukture, pravzaprav to, ali tako živimo, ali to prihaja do izraza ali ne,
se mi zdi zelo velik poudarek je bil potem na tistem drugem, tako imenom udeležba, participacija vseh v tem procesu. Ne. Tukaj so vedno v zgodovini bila razna nihanja, da je bila cerkev skoncentrirana morda na neke sloje, na neke oblasti, na neke službe. Ta poudarek res vključiti za to, kot ste rekli, poslušati se, ne, prisluhniti, pristopiti k drugemu. Potem pa ta tretji vidik je bil vidik poslanstva. Se pravi, prepoznati, da smo tukaj zato, ker imamo poslanstvo, ker smo dobili to poslanstvo od Gospoda že na začetku. Izhodišče je bilo tista zaključek Matejevega evangelija, pojdite in naredite vse narode za moje učence. Ne. In to participacijo na tem oznanjati, iti ven, to je pravzaprav spada k bistvu kristjana, ker v to vstopimo prav po skrivnosti krsta. In kaj se bo zdaj spremenilo na podlagi teh zaključkov? Ja, to je takšno seveda zelo globalno vprašanje. Načrti ali želja je pravzaprav kot ob vseh teh procesih, ne, da bi se počasi spreminjala kultura, spreminjala ozračje, spreminjalo tisto notranje življenje cerkve, ne, prav v smeri teh treh vidikov. Ne. Gre za nek proces, gre za neko vizijo, za vizijo cerkve, in vizijo cerkve je potrebno seveda najprej osvojiti na nek način, potem pa poskušati s te živeti. Ampak mislim, da je pa precej tudi konkretnih stvari, ki bodo pomagale, da bo to mišljenje prehajalo potem tudi počasi v držo in delovanje. Ne. Lahko kaj konkretnega izpostavite tudi, kar se tiče Slovenije? Morda še prej lahko konkretno izpostavim to, kar se dejansko vidi v tem zaključnem dokumentu. Mislim, do česar smo prišli. Že to je zanimivo, da je ta dokument je pravzaprav rastel, res tako, rastel je po eni strani časovno, v 3 letih, se pravi, ima neko kontinuiteto, ni zdaj, da bi zdaj na koncu nastalo nekaj novega, kar naprimer na začetku ne bi bilo že na nek način vključeno. Po drugi strani je pa rastel, zorel tako tudi lokalno. Ne. Začeli smo pravzaprav na posameznih župnijah se pogovarjati o tem, kaj nas tišči v cerkvi, zakaj se počutimo doma, zakaj se ne počutimo doma, zakaj oznanjamo, kako je naša, mislim, neka analiza naše stanje. Ne. In gotovo slovenska cerkev je na nek način tudi specifična, ne da smo unikatni, tam se je prav videlo, recimo, da smo se z marsikom nekako tudi ujeli, da tudi pri nas so takšne razmere, naprimer, ampak to morda še malo kasneje pri kakšni drugi temi, ampak to, da smo, ne vem, da imamo recimo državo zdaj samostojno tako kratek čas, da smo prej živeli v nekem sistemu, ki se je seveda bal zase tako močno, da je pravzaprav zatiral vsako svobodno pobudo, vsako konkurenco recimo v strukturi. Vse to se pozna tudi v drži in delovanju cerkve. To je reakcija, recimo. Ne. Mi se lahko primerjamo malo z Albanijo in vidim, da tam so se dogajali in tudi zdaj so potem neke določene krize, ki izhajajo iz tega časa, ki je odziv na nek drug čas. Vsekakor je tisto, kar se je že prej na lokalni ravni, kot sem rekel, pri nas začutilo, je ena želja, vse pri nekaterih, da bi stopili tudi pri oznanjevanju ven iz te pasivnosti. Ne. Bili smo navajeni, mi smo tako rekel, da nečem že v evropskem pregledu ali pa v svetovnem, smo verjetno področje, kjer je bilo največ duhovnikov na vernike, recimo. Ne. Imamo danes gotovo še vedno zelo visok procent napram recimo državam Afrike,
Amerike, Južne Amerike in tako dalje. In to se pozna, da je bila vsa struktura življenja cerkve organizirana po duhovnikih, okrog duhovnikov. Zdaj seveda nastopa krize, ko so morda duhovniki malo starejši, jim je težje se tako odpirati oziroma majnik, utečen sistem in ne moramo zdaj pričakovati, da bodo zdaj začeli spet valjati po tleh in se ukvarjati z otroci, čeprav vsaka generacija morda nekaj podobnega želela. In tako se je začutilo ena želja sodelovati, recimo bolj aktivno sodelovati pri tem delu, ker volja, želja ali pa, rekel, Slovenci smo odprti, kar se tiče, ko delamo za svojo stvar, naprimer, ne, imamo zelo urejene cerkve, urejena župnišča, tako dalje. Verjetno smo pa bili precej pasivni, pa smo pri tem oznanjevalnem delu, pri tem vsebinskem delu. Ne. To je stvar župnika, veruk bo župnik učil, pridiga župnik, o veri govori župnik in je potem bil res zelo tabu, res zdaj ugotavljam, da še danes je marsikje v teh normalnih pogovorih pravzaprav Bog in vera nekaj, o čemer ne gre tako lahko iz ust tudi vernim ljudem, ne.
Torej, gospod Maksimilijan Matjaž, kaj konkretno pomeni zdaj ta sinoda? Je kar nekaj tem, ki ste jih načeli, recimo nekaj o celibatu. No, ravno ste dotaknili teme, ki pravzaprav ni bila posebna tema na tej sinodi. Jo pa obravnavali morda na dveh področjih, v dveh poglavjih, če rečem. Sicer je imel ta dokument 5 sklopov, o tem lahko tudi še kaj rečemo, in sicer v sklopu formacije in pa v sklopu služb in izvrševanja služb po cerkvi. Se pravi, prvič to, da smo bili na sinodi je bilo tudi veliko 22 predstavnikov vzhodnih krščanskih katoliških cerkva, kjer ni celibata obvezna disciplina, ne, in so duhovniki večinoma poročeni, katoliški, škofje pa seveda ne. Tako da tukaj je bilo to sobivanje, recimo to izkušnja tega sobivanja je bilo tudi kar zanimiva. Naprimer, ko se pravzaprav na istem področju srečujeta za oltarjem poročen duhovnik pa neporočen duhovnik. Naprimer, tak zelo močen primer, ki je potem tudi interveniral enkrat na to temo, je Dunajska nadškofija, kardinal Schönborn, sem ga že prej omenil. On ima zelo veliko grkokatolikov, se pravi kristjanov vzhodnega obreda, ampak katoliških, in oni tudi mašujejo oziroma upravljajo tudi nekatere, potem tudi župnije katoliških vernikov. Kaj hočem s tem reči, celibat se je že tukaj pokazal kot res ena disciplina katoliške cerkve, ki jo še vedno vidimo kot en velik dar, ki ga je potrebno negovati. Ki ga je pa potrebno negovati in tudi se za to formirati in vzgajati. Tako da problematika celibata je seveda prišla do izraza takrat, ko se je pač govorilo o manjšanju števila duhovniških poklicev, čeprav smo to tudi v diskusiji se je videlo, da to ni neposredno pač odvisno
od samega celibata, zato ker v istih številkah, v istih krizah se pogovarja tudi evangeličanske cerkve, kjer celibat ni vprašanje, so pa prav tako cerkve prazne. Ne. Mi to vidimo, da je tukaj gotovo temeljno vprašanje vere. Način, kako pa potem se izvrši služba, je pa potem sekundarno. No, drugo pa, kjer je bilo tukaj nekaj govora, pa je bilo prav v vprašanju formacije. To je pa temu področju se je pa namenilo veliko pozornosti in tukaj bodo sledile tudi smo pravzaprav v reformi in bo reforma še potekala naprej. Namreč papež je tako eno preprosto sintagmo tukaj že uporabljal, nekoč pravi papež Frančišek, pravi v semenišča, se pravi v te vzgojne centre, kjer se pripravljajo duhovniki, mladi ljudje na duhovniško službo, je potrebno upeljati, mora vstopiti cerkev. To pa pomeni, mora vstopiti ta živa, realna, celotna cerkev. Se pravi, ne more se vršiti vzgoja samo preko zdaj tako duhovnikov, da bi se duhovniki med seboj vzgajali, čeprav so specialisti, ampak mora biti celotne, dobesedno tudi družine, župnije, ženske, redovnike, vsi so vključeni v ta sistem vzgoje. No in tukaj moramo gotovo narediti več in tu je neka naloga, zato ker danes je še dodatno čas, danes je, mi vemo vsi starši se zavedajo, da so otroci na splošno veliko bolj krhki, da so ljudje težko pripravljeni za neke stalne, dokončne, trajne odločitve, ne, in da ima velik vpliv pravzaprav ta digitalni svet na formacijo, na vzgojo, na mišljenje. Nekdo je celo rekel tam javno, kar pravi, če smo sploh naredili že analize, koliko pravzaprav imamo še sploh mi z načrtno vzgojo vpliva na tisti svet, ki se v mladem človeku, koliko je pa pravzaprav prevladuje že to, kar dobijo od zunaj. Se pravi, odnos, zavedamo se, da je pravzaprav ta odnos tisto, kar moramo negovati, čemu moramo dati veliko več pozornosti in tako, da bi se lahko tudi poročenost in neporočenost celibat torej živelo zdravo. Ne. Tudi se zavedamo, da so zdaj v zadnjem času te različne afere in zlorabe dale velik madež tudi na, bi rekel, stil življenja, vzgoje, priprave in življenja duhovnikov, in to je seveda rdeča luč, da je potrebno formacijo in pripravo vzeti zelo, zelo resno. Zakaj po vašem mnenju tudi v Sloveniji primanjkuje duhovnikov, jih je vse manj, tudi redovnic in redovnikov? Kaj se dogaja v Sloveniji? Tukaj morda, tako strašno posebna Slovenija ni napram recimo drugim deželam. Tisto, kar najbolj, mislim tako, kar je tak prvi razlog, pravi nekje s tistim prvim standardom, ne, prvim pravim, zato ker recimo drugačne so razmere morda v Nemčiji, drugačne v kakšni Ameriki. Gotovo človek se počasi začne čutiti tako svobodne, odvisno, pravzaprav se zdi, da lahko si privošči vse in te vezi, ki so neke vrste stalnice, ki me nekako želi oblikovati, se želim od vsega osvoboditi. No, pravim to, ne, ker in drugič ta velik trend ali pa posledica tega je pa tudi ta trend individualizacije v družbi. Ne. To pa gotovo vidimo, ne, da smo se zelo zaprli, da ni nekih skupnih vrednot tako močnih, da dejansko celo nacionalne vrednote nekako stopajo v ozadje in zato pravzaprav tudi vera, tudi verske. Jaz si mislim, da je seveda ključno, ena posledica, to, kar se vidi, je, da in to bi se seveda vprašal, zakaj recimo je vera postala tako šibka. Jaz bi rekel, da se je ta stvar, se vera pravzaprav na nek način
zdaj v takem času, kjer je zelo veliko izbire, kjer je vse pravzaprav na nek način na izbiro, ker je svoboda pisana čez vse, da se človek pač odloča potem s srcem to, in gre tja, kjer nekaj dobi, kar potrebuje, recimo, ne. In jaz si mislim, da smo morda, ali pa ne samo mi, tudi še marsikdo drug, smo na nekem valu samoumevnosti, recimo, da smo se pač kot kristjani rodimo, da nam ni potrebno za to nič kaj velikega narediti, in da imamo vse te obrede in se to nas zaznamuje, naše življenje, in da bo to, bi rekel, potem kar trajalo. Ampak mladi ljudje pa ne danes, že generacije morda nazaj so pač naenkrat začutili, da to, kar iščejo, kar čutijo, cerkve ne dobijo, vere ne dobijo, vere niso na ta način spoznali, in zato potem, ko so imeli priložnost, so se od tega oddaljili. In to se je zgodilo kar na celi črti. Tako da kriza duhovnih poklicev ali pa pomanjkanje duhovnikov gre v resnici zelo vzporedno z pomanjkanjem vere, pomanjkanjem konkretno, kaj je merljivo, recimo tudi ljudi, ki bi to vrsto ljudi potrebovali. Ker še v moji mladosti, pa gre ta mladost recimo samo 30-40 let nazaj, ne, pač je bilo nepredstavljivo, so bile v manjšem kraju, pač cerkve tudi čez teden so razmerno 20-30 ljudi je bilo vedno tam, ne, duhovnik se nikoli ni rabo počutiti sam, ne. Zdaj me že marsikdo od duhovnikov reče, škaj, se tudi zgodi kak dan, da zjutraj pač mašujem sam, ni nikoga, ne. Torej, vsi ugotavljamo, ne, da je po koroni tudi veliko osip, recimo tudi starejših ljudi, ki se niso vrnili nazaj, ne. To je bilo včasih, bi rekel, nepredstavljivo, ne. Se pravi, smo rekli, stari ljudje so v cerkvi, bilo to malo včasih zbadanja, ampak to je bila tista, bi rekel, molitvena baza, kaj se vem za vse svoje družine, generacije, vnuke, pa to je zdaj umanjkanje, tega družba več nima, recimo, današnji vnuki rastejo brez molitev njihovih babic, recimo, ne, ali pa mam, ali pa tako dalje, in to se seveda pozna, to se pozna. Glej, zvezda že žari in v novi čas vabi vse ljudi. Žarek upanja v srcu prebudi, ko se na svet detece rodi. Se rodi. Naj zdaj ljudje v slogi zažive in zid gorja naj poruši se. Zdaj naj beda se v radost spremeni, ko se na svet svet, detece rodi.
to, kar zdaj so le tihe sanje. Se bo zgodilo, ko vstane dan. Želje vseh ljudi bodo uresničene, ko se na svet detece rodi. In to, kar zdaj tihe sanje so, ko vstane dan, se zgodilo bo. Uresničene želje vseh ljudi, ko se na svet detece rodi. Detece rodi. Dete se rodi. Se veselite se narodi, zemlja čast Bogu zapoj. Človek potolažen bodi, rojen je zveličar tvoj. Kar očaki so želeli, čakali več tisoč let. To smo mi nocoj prejeli, Jezus je prišel na svet. Gloria in excelsior, Jezus je prišel na svet. Čuj že angeli veseli, hvalo večnemu pojo. Mir ljudem po zemlji celi, kateri blage volje so. Naj do njih naj se razlega, do nebes pozame glas. Slava čast naj se prepeva, Jezusu na večni čas. Gloria in excelsis Deo, Jezusu na večni čas. Gospod Maksimilijan Matjaž, kaj je sinoda rekla o vlogi žensk v cerkvi? To je bilo pravzaprav med najbolj popularnimi vprašanji vse v prvem delu sinode lansko leto, tokrat nekoliko manj, ampak vseeno še. Lahko rečem nekaj stvari pri tem, da je na podlagi izkušenj lanskega leta, kjer je bila res zelo močna pozornost usmerjena na vprašanje. Sicer se je reklo najprej vloga žensk, to, kar ste zdaj tudi vi vprašali. Potem se je pa vse skoncentriralo na vprašanje posvečenega diakonata oziroma pristopa celo k duhovniški službi. In zato je papež konec lanskega leta te teme, ki pa že gredo v smer bolj doktrinalnih vprašanj, izuzel ven iz razpravljanja sinode in ustanovil 10+1, se pravi 11 pravzaprav delovnih skupin, ki obravnavajo te teme, ki presegajo kompetence tega zbora škofovske sinode. Ker škofovska sinoda
ne, je pravzaprav na način posvetovalno telo, to ni koncil, ne, ki bi zajemal vso cerkev, ampak je na nek način, sicer smo škofje bili na koncilski način izvoljeni tja, vendar so tukaj pridruženi tudi, je bila tudi na tak nov demonstrativni način, je bilo pridruženo tudi Božje ljudstvo v tistih 100, recimo, približno malo manj, ne škofih, ne, ki so sodelovali, to so bili redovniki, redovnice, duhovniki, pa tudi laiki. No in seveda takšen zbor ima še bolj moč, še bolj poudarek na tej posvetovalnem značaju. To, kar je papež tudi želel, ne, da bi se res slišali in da bi določene stvari res se lahko prečistili in videli, kje je treba potem narediti, pa tudi kak korak naprej v juridičnem pomenu besede. No in to vprašanje ga sedaj obravnava celostno skupina, 5. skupina, ki bo svoje delo kot ostale končala junija prihodnje leto. Vendar je bilo nekajkrat tukaj rečeno, da gre za vlogo in mesto žensk v cerkvi, ki mora biti dejansko bolj upoštevano, bolj pripeljano, ki je bilo zanemarjeno marsikje. In sicer ko je bilo tako rečeno, ne, vprašanje diakonata je pravzaprav res zgodovinsko, teološko vprašanje, ki je šele vrh nečesa, o katerem dejansko se morajo izreči eksperti ali pa teologi. Vendar kaj smo pa mi do tega naredili, da bi bila vloga ženske v vseh strukturah cerkve nekaj normalnega. Tukaj je taka, so tako malo, bi rekel, diametralne ali pa malo čudne stvari. Recimo se zdaj vidi, da je pravzaprav večina občestva v normalnih župnijah, vsaj pri nas, ženskega, ne. Manjkajo pa seveda ženske v gremijih vodenja, v gremijih formacije, se pravi v tistih vodstvenih mestih. No in tu zdaj recimo, to, kar ste rekli, avstrijska cerkev je že, sem prav prejšnji teden poslušal zaključke škofovske konference v Avstriji, kjer so pravzaprav oni so pač naredili kvoto in so si dali tudi 5-letko, ne, da do takrat in takrat morajo v vseh vodstvenih gremijih biti en določen odstotek žensk. Tukaj pri nas, recimo v Sloveniji konkretno, na ta način ne moremo postopati, zato, ali pa tudi nam ni potrebno postopati. Moramo se zavedati, da v Avstriji pač govorijo o delovnih mestih, hkrati tudi, a ne o mestih teh, ki so pač službena mesta, in tam je seveda, tam lahko delodajalec pravzaprav določa tak in tak procent. Pri nas pravzaprav izhaja vse bolj iz tega temeljnega poslanstva, poklicanosti in daru, kdo sem in svojim darom potem služim na različne načine. In vemo, da že danes v različnih vodstvenih, tako pedagoških, karitativnih, socialnih in takih ustanovah imajo ženske glavno vlogo. Tukaj se mi zdi, ali pa veliko vlogo, tukaj se mi zdi, da smo mi tudi izkusili, in to je hotel papež, da bi pravzaprav izkusili, da res na vseh področjih soočanja, ko se reče razločevanje, pravimo potem pa odločanja, da ne moremo kompetentno, resnično kot cerkev, kot občestvo delovati, če smo recimo sami moški. Ne. Ampak tukaj, in to bo en korak naprej, če bo ta usmeritev šla tako zelo, bo en korak naprej, zato ker pač je bilo tako zelo spontano, je bilo do zdaj, da so bile ključari, predstojnice cerkve, rektori, karkoli, so bili moški, ne. Ampak vse tukaj so lahko vse ženske poleg, ne. Se pravi, mi rabimo, tudi tam se je videlo, jaz sem bil v 3 skupinah, kjer smo
kjer je vedno bilo ena ali dve tudi ženske poleg. Kak moj kolega je bil v eni skupini, kjer pravi, ni bilo ženske, je rekel, veš, da je bilo tukaj malo težje, ne? Je drugačna dinamika, če smo. To se mi zdi tako, če sociološko govorim. Če pa govorim tako mečkeno bolj teološko, pa bi tako rekel, mea culpa, morda izreka cerkev tako, pač moja krivda, če smo bili tudi v cerkvi preveč mačistično, klerikalistično oski. Prva učenka, ki jo je, ali pa prva poslanka, ki jo je Jezus, ki je vstali Kristus srečo, je bila Marija Magdalena. Je pa ona vedela, kako je Gospod postavil cerkev, zato je takrat, in to je med drugim tudi ena naša biblična paradigma sinode, a ne prav vstajenski odlomek Svetega pisma, je pa ona potem šla in poklicala Petra in Janeza in sta ona dva tekla in prišla prva v grobu in sta bila tam priča tega, dialog z Gospodom in pa dialog z učenci je pa šel preko Marije Magdalene in preko Marije Jezusove matere. Tako da mislim, da tukaj je bila samo človeška ožina, ki je žensko preko postavil na neko mesto ali pa ji ni odpiral prostorov in krajev, ki si jih zasluži, pa tudi morda niso bile deležne formacije. No, tudi to je ena izmed poudarkov sinode. Tisti, ki odloča, tisti, ki bo vodil, tisti, ki bo v tem postopku, mora imeti tudi možnost za to, se pravi, mu mora biti dana možnost, ena je temeljnih možnost, pa je tudi opolnomočenje, se pravi, formacija. Božični večer zdaj sveti za vse. Na božični večer, glej, čudeži se godi. Kdo začaral je svet, zdavnaj človek ve. Na božični večer tiho odpre nam srce, mnogo lepih želja naj izpolni se. Zlati je prah prekril iz neba,
dežela spet moja, kjer sem doma. Glas iz nebes kot strune srca prebudi vlahnoje ljudi žigi sna. Na božični večer, glej, čudeži se godi. Kdo začaral je svet, zdavnaj človek ve. Na božični večer tiho odpre nam srce, mnogo lepih želja naj izpolni se. Tiha skrivnost obila nas je, božični večer zdaj sveti za vse. Božični večer zdaj sveti za vse. Gospod Maksimilijan Matjaž, kakšna pa naj bi bila vloga laikov? Ja, zdaj ena stvar, ki izhaja iz preko tako imenih temeljev ali pa iz preambule teksta je prav to, ne, da je cerkev sestavljena iz ljudi, ki so po Svetem Duhu prejeli zakrament Svetega krsta, se pravi, da nosijo v sebi to kompletno krstno dostojanstvo, da so krščeni ljudje. Beseda laik, se veste, da ni simpatična, ne? Sploh zdaj nam jo je civilni svet še bolj tako otežil, tako da jaz sem bil v mojem prej profesorski dobi odgovoren za študente laike in sem imel kar težavo to besedo tudi uporabljati, zato ker oni so, predvsem ne bi želel, da kdo reče laičen, a ne, ker laični teologi niso laični, ampak so laiški, se pravi, so tisti, ki niso posvečeni, to je definicija. V osnovi pa se pravzaprav imamo skupno dostojanstvo Božjega otroka, in zdaj sinoda je zelo poudarjala to dostojanstvo oziroma poslanstvo Jezusovega učenca, tako imenovano misionarsko učenčevstvo. In tukaj so seveda vključeni, mislim, so sestavni del, da brez učencev ni cerkve, se pravi, brez udov ni cerkve, tako tudi Kristus brez Božjega ljudstva bi ne bila cerkev, ne, on ni bil iz evangelijev, vemo, ni bil pravzaprav, ko je nastopil svoje javno delovanje, predno da je začel karkoli govoriti, učiti, je poklical učence. Se pravi, učenci, misionarski učenci, ali tako, kako smo rekli, laiki, so seveda integralni del, sestavni del cerkve, vedno. Ne. Zdaj, poudarek je tukaj bil prav ta, ne. Mi smo preveč na suho, preveč na površno prišli prav z vprašanjem zakramentu, se pravi, kaj pomeni krst, kako pravzaprav, kaj je tista novost, ki jo prejme človek, ko vstopi s krstom v cerkev. Ta novost pa je ti darovi Svetega Duha, to pravzaprav ta seme, kako rečemo, ta iskra novega življenja, v moči katerega lahko dela oziroma po njem dela Bog nekaj novega. In to je ta novost, to je za mene ta resnica laiškosti. Mislim, ker laik potem se razlikuje
samo seveda po službi od duhovnika. V vseh po službi, se pravi po nekem specifičnem delu, ki ga upravlja duhovnik, se pravi je stvar, ki je bil posvečen, tudi on posvečuje. Laik pa oznanja. Njegov področje je pravzaprav svet, če hočete, posvečuje svet, zato ker živi v svetu, se pravi, ker posvečenje je tudi v konceptu, lahko rečemo tudi starem konceptu, ki smo ga zdaj malo zadržali, malo smo ga pa v katoliškem svetu tako malo čudno potem zdefinirali, je bil posvečen človek pravzaprav bolj usmerjen v področje posvečenega, laik pa v področje neposvečenega. Izvorno dostojanstvo, se pravi ta služba, ko je rečemo krstna, ki je duhovniška, preroška in duhovniška, jo pa dobimo z krstom. In to je zdaj pravzaprav ta prva naloga ali pa prva usmeritev zdaj tudi sinode, da bi res opolnomočili to delovanje ali pa to zavest teh darov, teh talentov, ki jih vsak človek po tem osnovnem zakramentu že dobi. Da bi lahko potem vrševal tisto temeljno poslanstvo cerkve, ki je pa oznanjevanje. Oznanjevanje pa na svoj način, v svojem kontekstu, v katerem živi. In zato so recimo so bili pač izpostavljeni, ampak to so v vsakem koncilu ali pa tudi v drugem Vatikanskem koncilu je bilo zelo močno izpostavljeno tisti osnovni kraji, kjer se potem človek formira in kjer človek živi svojo cerkev. Tudi zdaj je bilo rečeno, živimo cerkev v družini, v župniji, v združenjih. Ne? Vse tukaj bodo laiki, verni, krščeni ljudje, bolj ko bodo pravzaprav odprti tistemu primarnemu nosilcu, za katerega res verujemo, da on vodi cerkev Svetemu Duhu, bolj bodo lahko polno zapolnili to potrebo, izpolnili potrebo, ki ljudje imajo. Ljudje imajo potrebo po svetu, po svetem, po občestvu, po vrednotah, po ljubezni, mislim ljubezni, ki se daruje, ki se deli. In tukaj je duhovnik samo en komponent, se pravi, jaz sploh ne morem govoriti o nekem strašnem, da bomo zdaj mi morali dajati neke posebne naloge laikom, ampak mislim, da moramo vsi skupaj seveda zelo rasti v to cerkev, ki se zaveda svojega temeljnega poslanstva. Ampak tako, da ne bi čisto izušel seveda gre pa razvoj recimo strukture, pa službe ali pa organizacije cerkve. Ne. Tukaj smo zdaj pa ima neke svoje recimo zakonitosti. Cerkveno pravo tako čisto tehnično vso odgovornost zdaj za konkretno za vodenje župnije nalaga duhovnikom. Tukaj si bomo morali porazdeliti odgovornosti. Sveti, župnijski pastoralni svet, ta temeljni voditeljski tim, vsi ti timi bodo morali de facto zaživeti tako seveda bolj aktivno, bolj močno. Mislim, vemo, kaj bi želeli. Nobeden danes neke velike firme ne vodi en direktor. Tako da ta koncept je seveda presežen. Tudi teologi nismo specialisti za gradbena dela ali pa za kakšna druga dela. Ne. In tukaj imamo seveda vsi mesto. Ne. Ali je sinoda govorila tudi o spolni usmerjenosti? Ta tema je tokrat na tem delu ni bila tako v ospredju, je pa morda bila bolj v prejšnjem in v prvem delu sinode, se pravi lansko leto, ampak tudi seveda v kontekstu, tu pa je Frančišek poudaril, v kontekstu cerkev mora biti dom za vse. To, kar papež vedno znova poudarja, ne, ta njegova beseda vsi ali tuti, neki tako nekomu že tudi morda gre malo preko, malo preveč, ampak ja,
To je gotovo ena temeljna usmeritev cerkve, da je vključujoča, da ni izključujoča, da ustvarja dom, da ustvarja hišo, da smo tam vsi doma, tudi različni ljudje, da je cerkev, recimo kot pravi papež, ta poljska bolnišnica, se pravi, da gre tja, kjer so krize, kjer ni, kjer je potreba, kjer torej niso idealne razmere, kjer ljudje tudi niso idealni. Ta usmeritev, ta socialna usmeritev, ta širina je gotovo zdaj bila tudi z poudarkom na tem, kaj je bistvo cerkvenega poslanstva poglobljeno. Nismo pa se želeli, zavedali pa smo se, ne, da je neki mainstream, je pa tudi zelo močan in zelo hoče delegirati recimo delovanje ene skupnosti cerkve, recimo in moti. In danes je moteče za čuda, v tem trenutku je moteča vsa različnost. In nekdo ne prenese, ali pa neki čas ne prenese, da smo si različni, da smo moški in ženske, da sta tukaj dva spola v osnovi in zato vsa te teorije o teh množini vsega tega, kar na koncu pride ta misel, da je pravzaprav vse nič ni trdnega. Nič ni trdnega. V bistvu so pa potem najbolj primitivne ali pa najbolj take človeku sovražne ideologije očitno potem imajo moč, da ko nič več ni trdno, lahko oni nekako peljejo naprej. Zato se mi zdi, da je bil ta misel, zdaj, da nismo šli v moralistično presojanje nečesa, ampak da moramo iskati, in jaz sem to tukaj prepričan, moramo iskati tako, da bo tudi ljudje, ki so drugačni, videli v cerkvi eno ljubečo mati, če smemo tako reči. Papež je zdaj v zadnjem času, vidim, poudarja besedo ne samo edinost v različnosti, ampak uporablja besedo harmonija, ne? Kar seveda predpostavlja, da smo različni, vendar če se odpiramo temu, ki je Gospodovemu duhu, potem v nekih ključnih stvarih zapojemo skupaj, dajemo nek skupen ton. Tam
Gospod Maksimilijan Matjaž, ena od močnih misli in sklepov te sinode je bila tudi skrb za transparentnost, za vrednote. Ja, to je dejansko bilo eno poglavje. Nekaj časa smo se temu posvečali. Recimo tudi v tem procesu v Sloveniji pri nas, ko smo sklicali še to zadnje, tako zelo široko slovensko posvetovanje predsinodalno, kjer so tako prišli predstavniki iz vseh škofij, se pravi vse področje Slovenije, je ta beseda ta zelo izstopila, ne. Želimo si transparentno cerkev, transparentnih odnosov. Samo takšna cerkev bo kredibilna, a ne transparenca. No in tako da je nastal en naslov enega poglavja zdaj v zaključnem dokumentu, prav to transparenca oziroma preglednost, ne, dajanje obračuna, ne, rendiconto se reče italijansko, in pa ovrednotenje. Ne. No in tu je to mišljeno pravzaprav res na vseh področjih, ne. Ne samo na materialnem, na finančnem, vendar tudi, ampak tudi na drugem, na moralnem, na socialnem, na vseh teh področjih, da poskušamo biti odprta družba. Se to si vsak želi, ne? Ampak, no in tu je bilo zelo zanimivo jaz sem tudi v svojem nastopu, v svojem kratkem interventu tam v skupini, ampak je potem se videlo, da je še marsikje drugje. Ugotovili smo namreč, da imamo recimo predvsem v državah, v narodih, ki prihajamo iz kakšnih totalitarnih sistemov, da ima tam cerkev s tem danes tudi še težave. Ne? Zato, ker bil je čas, kjer se ne, še danes slišiš koga, ki bi recimo verne ljudi potiskal za zakristijo, cerkveno institucijo, recimo vse, kar je v zvezi z institucijo, je bilo potrebno zatreti in tako dalje, se pravi, da je bilo treba živeti pravzaprav neko ilegalo oziroma neko netransparentnost. Ne. Ni se smelo pokazati računov, bila je neka država, ki je bila, veliko na nek način sovražna za to. No in tukaj ima gotovo dve posledici, ta sistem, dve poškodbi, recimo, nam je ta sistem naredil. To je to, da pravzaprav ne spoštujemo avtoritet, ne, da ne spoštujemo zakonov, ker vedno smo imeli neko tujo državo z nekimi tujimi zakoni, ki so hoteli človeka pritisniti. Ne, mislim, s tem se sploh ne moramo primerjati, kakšno držo imajo recimo Nemci do zakonodaje in kakšno imamo mi. In pa to skrivanje, ne, ta res netransparentnost, ta prekritost. No in zato, ampak posledice tega so pa potem seveda lahko strašne, ne. Potem se to razvije in se vidi zdaj že recimo formalno, recimo že 30 let živimo v nekem demokratičnem sistemu, kjer vsaj formalno imamo vsi neko legitimnost, ampak ta transparentnost, odprtost pa tako počasi, tu počasi zori. In tu so dokumenti, tu je sinoda dala kar take močne, bi rekel, poudarke, kako je potrebno, se pravi, zdaj, če gremo čisto od spodaj navzdol, da pravzaprav finančno in pastoralno pravzaprav vodi, razpravlja celotno, bi rekel, izbrano pač cerkveno občestvo, se pravi, imamo mi gospodarske svete, imamo župnijske svete. To je pravzaprav že zdaj, že po drugem Vatikanskem koncilu so ti sveti pravzaprav obvezni vsaj na nek način pri nas, da jaz sam rečem recimo župnikom, ko vsakih tudi škof mora vsake 2 leti, potem pa vsakih 5 let recimo upraviti tako imeno vizitacijo, pregled vseh knjig, ne, na župniji,
In res vem, to je, prihajamo iz predpostavke, da smo pravzaprav vsi pošteni, ne, nimamo nekih rojenih lopov, recimo tako med nami, ampak veliko lažje je to živeti, če to stvar delamo odprto, ne, če se v tem smislu, da duhovnik rečem, lej, to z denarjem, to je stvar ključarjev, in tam so 4, ti podpišejo, in potem vsak dan, v vsakem trenutku so pripravljeni reči, toliko smo imeli za to, to je bilo za to, to je bilo za to. Svoje transparenca nas sama po sebi rešuje. Ampak seveda za vzgojo v to transparentnost je pa seveda potrebno marsikaj, ne, še storiti, ne. Tudi to, da se določene stvari osvobajamo, da določene stvari seveda tudi prečistimo, da vidimo, recimo, da določene prakse, veliko je stvari, no, in se mi zdi, da zdaj kaj hoče sinoda narediti, ali pa recimo mi seveda ne bomo mogli zakonsko to takoj opredeliti, ampak da bo ravno ta pogovorni, občestveni, ko rečemo sinodalni način odločanja na nek način institucionaliziran, da bo na nek način potrebno biti neko soglasje v nekih gremijih in na podlagi teh gremijev, širših gremijev, bo lahko šlo naprej. In to bo treba pač majčkeno bolj dosledno nekaj časa dejansko tudi upoštevati, nekih pravil se začeti držati v pravil, ki nas bodo odpirala. V Celjski škofiji ste sprejeli bivše slovenske jezuite, člane Rupnikovega centra Aleti iz Rima, pa tudi nekatere druge jezuite. Ali je bila to težka odločitev? Bom tako rekel, težko je vse to, kar se pač okrog tega je dogajalo, ne. Jaz sem zrastel, moj duhovniški poklic je zrastel v ignacijanski ali rečemo jezuitski duhovnosti. Ves čas sem imel jezuita, imam jezuita kot svojega spremljevalca, duhovnega spremljevalca, tako da sem z njimi pač zelo povezan in zato so se verjetno v določenem trenutku določeni ljudje obrnili name, pa prosili, če lahko tako prvo na nek formalen način, potem pa tudi na dejanski način, recimo se priključijo, stopijo v korpus, recimo, če smem zdaj to besedo, ki ne rad uporabljam, mojih duhovnikov, ne. Moramo se zavedati tega, da pač v cerkvi s posvečenjem stopimo v tako imenovano hierarhijo, v neko občestveno hierarhijo cerkve, ne, nasledstveno, kako tudi rečemo. Škof je pravzaprav tisti prvi duhovnik, pa pravzaprav in duhovniki vsi ostali so njegovi sodelavci. Noben duhovnik ne more pravzaprav živeti, upravljati svoje službe brez zakrmentalne in tudi juridično formalne vezi z škofom. Škof je naslednik apostolov, ne, duhovniki so pravzaprav sodelavci škofovi. In zato tudi formalno ne more egzistirati noben duhovnik, ne da bi bil integriran v nek korpus, ki ga vodi predstojnik, ordinarij. Ali je to redovni predstojnik, ali je pa to škof kot škofijski predstojnik. No in ko so pri teh ljudeh, mojih prijateljih, ko je bila ta stiska zdaj kako naprej, nekako se zaenkrat niso čutili, da so, pač vedno je tako, da se pač v neki skupnosti ne čutiš več tako razumljenega ali sprijetega, ti tudi ne vidiš, da bi lahko svoje stvari izpeljal. No in potem sem seveda bil pripravljen v dogovoru tudi z njegovimi prejšnjimi ordinarji, neredovni predstojniki so, da nastopimo to dobo preizkušnje, tako se tudi uradno po kanonu reče, ki traja 5 let, in v tem času je pravzaprav tako na nek način že odgovoren novemu ordinarju, hkrati je pa še vezan na nek način tudi na ta stari red in išče, in je to doba, ko lahko išče, če bi lahko v teh novih razmerah, ker seveda ni lahko, če si med redovnimi in škofijskimi duhovniki je bilo včasih zelo velika razlika, ne, še v našem času se je reklo,
mojem bogoslovskem času, da je razlika med redovniki in duhovniki glavno ta, da redovniki živijo skupaj, škofijski pa sami. Ne. Mi hočemo tu zdaj malo preseči to mentaliteto, ker se zavedamo, da nihče pravzaprav ni ustvarjen za to, da bi živel sam, ampak vsak mora imeti neke vrste občestvo. No in zato verjamem, da ni lahko nekemu redovnemu človeku zdaj pristopiti v neko škofijsko mentaliteto ali strukturo, ampak se kaže dobro, dva izmed teh sta vključena v ta naš župnijski sistem, je tudi pač posod, kjer smo zdaj tudi mi že združujemo, povezujemo župnije in tudi duhovnike, da nekako živijo povezani skupaj. Dva sta pa v Rimu, v skupnostih, kjer sta že bila prej in smo tako še bolj na duhovni način povezani.
Nasmeh na obrazih vseh ljudi in snegom prekrite poti, hiteči koraki vse smeri in zvonki med zvezde zvoni. Bele stopinje vodijo do vsakogar prav vsak dom, nebesni božični blagoslov najde vsak naslov. Spusti ta božič tja, kjer se vse začne in konča. Spusti ta božič v srce, ker tam je doma. Spusti ta božič tja, kjer se vse začne in konča. Spusti ta božič v srce, ker tam je doma. Jutro spleza na nebo in se darila odpro. Spoznaš, da najlepše darilo daš, če koga res rad imaš. Spusti ta božič tja, kjer se vse začne in konča. Spusti ta božič v srce, ker tam je doma. Spusti ta božič tja, kjer se vse začne in konča. Spusti ta božič v srce, ker tam je doma. Spusti ta božič v srce, tam je doma. Spusti ta božič v srce, tam je doma. Kaj radostno žal
Gospod Maksimilijan Matjaž, vi ste pravzaprav bili prej profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Vi ste specialist za Sveto pismo pravzaprav in literarno in teološko analizo svetopisemskih besedil. Pa nam povejte zdaj, ko se bliža novo sveto leto upanja, pa mogoče tudi precej rožljanja z orožjem, tako da ljudje ugibajo, je to konec sveta, se bliža apokalipsa. Kako naj si razlagamo Janezovo razodetje? Ja, Janezovo razodetje, ta zadnja knjiga Svetega pisma je res zelo tako simbolno, zelo močna, zelo simbolno močna, recimo, tako da jo morda tukaj je potrebno poznati malo ozadja, razlagati teh simbolov, da pridemo malo globje v to sporočilo. Literarna vrsta, pravimo, je apokalipsa, kar pomeni, da razkriva eno skrivnost. In razkriva pa skrivnost, pravzaprav lahko rečemo skrivnost upanja, skrivnost zmage dobrega. Vse te podobe, vse te slike so na nek način odražajo, so tudi nastale v tistem prelomnem zgodovinskem času, tudi to je potrebno upoštevati, se pravi v prvem stoletju, tam nekje konec prvim pa potem v drugo stoletje, ko je bila ta moč nekega rimskega imperija z vsemi temi na vrhuncu in je ta nova cerkev, nova skupnost začela doživljati prva večja preganjanja in se je videlo, da pravzaprav ne bo tako lahko vstopiti oziroma da te moči, ki jih predstavljajo potem različni konji, sile v tej knjigi, ta nov pristop, ki ga je učlovečena Božja beseda, učlovečena religija, se pravi Bog, ki se je učlovečil, ki je postal otrok, človek, ki je torej nastopa po tej metodi sestopanja, se pravi nemoči, težko se bo ta vira nemoči uveljavila v tem velikem sistemu teh strašnih moči. No. Zato je ta knjiga, se pravi, precej obširna, ima precej različnih poant, ampak to, kar v tem prehodu, kot ste omenili, prehodu vedno znova, prehodu iz stoletja v stoletje, ali pa tudi že iz leta v leto, ali pa zdaj v tem vojnem času, ko se nam zdi, da se nam bliža neki konec, bi lahko to rekel, da zelo jasno pove, relativizira sile sveta ta knjiga, kar moč zla izpostavi, odpre oči, da bi prepoznali lahko moči zla, tudi tehnike, kako to zlo deluje, hkrati pa seveda tudi to demitizira. Se pravi, te sile, ki se zdijo, da so tako hipermočne, da bodo zmogle, da so jih pravzaprav jih demitizira, pokaže, kaj je pravzaprav temelj zgodovine, kaj nosi zgodovino, da je, če je čas nastal, ali pa zgodovina, odrešenska zgodovina, nastala kot nekaj novega, se pravi, življenje je nastalo iz nekaj novega, iz neke sile, ki je hotelo življenje, potem bo tudi konec tega procesa pravzaprav pozitiven. Je Bog, iz katerega vse izhaja, ni Bog demiurgov, ni negativni Bog, ni Bog, ki bi kaznoval, ki bi uničeval, ampak je Bog, ki vodi k izpopolnjevanju, k izpolnitvi. Da bo pravzaprav na koncu se razodela tista prava skrivnost, tako človeka kot Boga, to pa je, bi rekel, pozitivna skrivnost. Zato je ta končna podoba, recimo te apokalipse, če hočete, je prav to jagnje, ki kraljuje, jagnje, ki je na nek način predstavlja, ima različne, bi rekel, podobe, ampak vsekako predstavlja nekaj nemočnega, hkrati nekaj nedolžnega,
hkrati nekaj darovanega, umorjenega, ubitega, pa vendarle je to pravzaprav tisti, če hočemo zdaj, če malo splošno govorimo, tisti pozitivni princip, ki bo preživel, ki bo ostal in bo kraljeval, postavljen na tronu nebeškega Jeruzalema. No, tudi ta nebeški Jeruzalem je ena močna podoba apokalipse, kjer, zdaj, če zelo preskočim vse različne razlage, ne, ampak ki na nek način kaže, govori človeku, ne, in to želimo tudi pravzaprav v teh sporočilih upanja predati naprej, ne, želi človeku pokazati, ne, da ta nov svet, ta božji svet, v katerem živimo, ampak seveda po smrti stopamo na nek drug način v ta božji svet, ne bo neka alienacija, ne bo neka utojenost, ni nekaj v tem smislu novega. Tudi tam bo mesto, pravzaprav bomo to, kar smo si postavili, kar gradimo v tem pozitivnem smislu, tu ni druge logike v tem Bogu, kakor da v nekem polnem očiščenem pomenu dejansko zaživi tam pri njem. Ne? Zato mesto Jeruzalem predstavlja pravzaprav izvor, cilj, pa tudi na nek način to dinamiko življenja, v katerem živimo. Stopamo v sveto leto upanja. Kako naj se verniki pripravimo nanj? Sveto leto ima kar nekaj takšnih poudarkov, vidikov. Morda je eno izmed, ki izhaja tako iz Svetega pisma, ne, tudi tako, ne, da prihaja tako vsakih recimo 25 let, vsakih 50 let, pač v neki kontinuiteti, da se najprej zavedamo tudi to, kar smo rekli že malo prej, te relativnosti časa. Se pravi, da je čas pravzaprav nekaj, kar ima svojo mejo, v kateri mi pravzaprav živimo in ki ga ustavimo s tem, ko se mi ustavimo. Ne? Da nas nekaj žene naprej in odtujuje pravzaprav od samega sebe, od svojega smisla, seveda tako dolgo, dokler se mi ne ustavimo, se mi ne zagledamo, mi ne pogledamo nazaj, mi ne naredimo nekega rezimeja. Se pravi, želi, da naredimo nek povzetek, neko refleksijo, da ozavestimo svoj čas v svoje življenje. Drugo, da se zavedamo seveda obdarovanosti tega časa in prostora, pa svojega življenja. Tretje potem, da ko prepoznamo, bi rekel, to nepopolnost, ne, da zahrpenimo po usmiljenju, po odpuščanju, ne, in da damo potem najprej sami drugemu, potem pa seveda izprosimo tudi od Boga, se pripravimo na to, da bi lahko od Boga sprejeli to odpuščanje. Ne, tisto, kar je formalno na zunaj najbolj značilno, ne, so razni odpustki, ne, ali pa sprave, ne, Izraelci so pač vsakih 50 let, 49 let, pač tisto leto se, ne samo, da se ni sadilo, se ni obremenjevalo zemlje, se ni obremenjevalo drugega, se je drugemu odpustilo. Ne. Tukaj vidimo, kako zelo smo potrebni tega trenutka, ko bi kdaj spregli, vsaj na nek način spregli, do okolja, da bi se zavedali, kako ga obremenjujo, do drugega, do samega sebe, do Boga. Ne. In to je pravzaprav, kristjani verujemo, da seveda Bog z veseljem sodeluje z nami v tem procesu osvobajanja, usmiljenja, odpuščanja, če se le mi smo pripravljeni temu odpirati in to odpuščanje sprejemati.
Czuwarje ditece nam, spawaj dite sladko, spawaj dite sladko. Svita noč, blažena noč, radostno pivajoč, angeli Gospoda slavi. Mir ljudem na zemlji želi, človek zdaj si odid, človek zdaj si odid. Kaj se vam zdi, pastirci, ali ste kaj slišali? Veseli glas gre dol do nas, z nebes veseli glas. Gloria in excelsis angel, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo. Gloria in excelsis angel, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Lepo pojo na čast Bogu, odprto je, odprto je, odprto je nebo. Hitite tja, molite ga, zveličarja Boga. Od angelci zapojte vsi, kar glas moči ima. Gloria in excelsis angel, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo. Gloria in excelsis angel, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Lepo pojo na čast Bogu, odprto je, odprto je, odprto je nebo. Spoštovane gledalke in gledalci, v imenu Exodus televizije vam voščimo blagoslovljen Božič in seveda srečno novo leto. Seveda pa bomo z veliko hvaležnostjo prisluhnili tudi blagoslovu celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Tako je, in res se obračam na vse gledalce, poslušalce televizije Exodus, ki nas spremljajo in poslušajo, da bi v teh dneh res lahko sprejeli to veliko bogoljubno, človekoljubno oznanilo Božiča, da Bog ljubi vsakega človeka, da je vsakemu blizu, da se mu je dal v vsem, da je sestopil med nami, med nas, tako kot otrok, kot to živo bitje, da bi to življenje podarjal to življenje vsakemu. Še posebej mislim zdaj na tiste, ki so te bližine, pa te božje topline potrebni, ker so v stiski, ker so daleč, ker so sami, ker so žalostni. Pa tudi tistim, ki so veseli drug z drugim, ki se veselijo, ki praznujejo, da bi se zavedali, da se Bog veseli njihovega veselja, da jim podarja to veselje, da si želi, da bi to
veselje bilo trajno. In kličem za to Božjega blagoslova, Božjega varstva, njegove bližine na vse. Nebeški Oče, prosim te, blagoslovi vse, ki danes praznujejo, vse, ki so ti blizu, vse, ki tvojega so blagoslova potrebni, vse, ki te kličejo, vse, ki te ljubijo, pa tudi tiste, ki te ne poznajo in te zavračajo. In naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. O
Naj bo tvoj veseli mali Božič, miren nasmejan. Naj izginejo težave tvoje stran. Naj bo tvoj veseli mali Božič, topel ljubezniv. V srcu naj se žalost spremeni v mir. Tu smo zbrani vsi nocoj, kot nekoč drhti srce. Srečni zlati so dnevi ti, med prijatelji smo mi. Skozi leto vsak živi po svoje, praznik združi nas. Dlan v dlan, objem nasmeh človeku daj. In naj bo tvoj veseli mali Božič zdaj. Skozi leto vsak živi po svoje, praznik združi nas. Dlan v dlan, objem nasmeh človeku daj. In naj bo tvoj veseli mali Božič zdaj. Vesel Božič.